Pozdravljeni v odmevu tedna na domovini. V teh dneh praznujemo obletnico slovenske državnosti. Ob vseh lepih obeležjih, ki temu pritičejo, pa je situacija v Sloveniji tudi. Mi imamo zdaj prvič na delu vlade, ki se takoč odkrito norčuje iz osamosvojitve, ne? Imamo pa tudi predsednico, ki se namesto maše za domovino udeležuje maškarade, pa korupcijo v zdravstvu, nov izračun omrežnine ter klasično igro prestolov, tokrat tudi na desni, kjer naj bi Janez Janša že opravljal svoj zadnji mandat na čelu stranke SDS. Omeniti pa velja tudi odmevno medreligijsko srečanje, ki je ta vikend potekalo v Kopru. O vsem tem in še čem drugem bova tokrat spregovorila z urednikom tednika Domovina, Tinom Mamičem. Tino, pozdravljen. Pozdravljen. Torej, v teh dneh praznujemo, obeležujemo slovensko osamosvojitev. Slovenske vlade so imele do tega dogodka različen odnos, pa vendarle tako norčavega še nismo videli, ne? Se ne bi strinjal, da so imeli različen odnos. Ta sedanja vlada ima različen odnos. Do sedaj so bile vlade vedno take, da so pač priznavale pomen dneva osamosvojitve, ne? Dneva neodvisnosti, ker je to logično, da praznuješ sam sebe, ne? Recimo, država praznuje svojo, to kot da praznuješ rojstni dan, ne? Zdaj prihajamo pa do tega, da vlada noče praznovati svojega rojstnega dneva, ne? In v tem je ta vlada različna, ker se v bistvu dejansko norčuje iz Praznovanja so bila recimo bolj ali manj domoljubna, no, recimo v tem smislu. No, gotovo, ampak gre za tisti vrednostni sistem, za odnos, ne, do države, do državnih simbolov, do vsega skupaj, ne. Tu se vidi tisti razkorak, ne, pač na oblast je prišla tista skupinica ljudi, tistih 4,29% ljudi, ki so leta 90 glasovali proti samostojnosti, ne? Torej 57.800 ljudi je takrat glasovalo proti in to so zdaj njihovi potomci, duhovni ali pa tudi sicer. Tako da velika večina ljudi, 96%, se pa ne strinja z njimi. Torej, takrat se ni strinjalo, če bi danes naredili referendum, bi mogoče bilo kaj drugače, ampak bistvena razlika ne bi bila. In tu gre za res nekaj takega, da se ta vlada loči od vseh drugih. Ne, če pogledamo konkretno tudi, koga so vabili na proslavo in na kakšen način je proslava in kakšna je bila tudi lani, se točno vidi odnos do samega sebe v bistvu. Ja, nastopil bo tudi pevec, ki je odkrito nasprotoval osamosvojitvi, ne, medtem pa recimo Jelko Kacin v vroči temi, ki smo jo prikazali v preteklem tednu, ne, opozarja še na en vidik na nacionalni televiziji. Ko smo se morali za osamosvojitev boriti, ko smo imeli ranjene in padle. Vsega skupaj v Sloveniji takrat izgubilo življenje 76 ljudi. Danes doživimo situacijo, da na nacionalki razpravljajo o tem, ali je vojna sploh bila ali ni bila. Skratka, zanimivo je, ne, da pravzaprav se po 32 letih pogovarjamo o tem, ali je bila vojna ali ne, da je dilema, ali bodo recimo visoki predstavniki države obiskali mašo za domovino ali ne in tako naprej, ne. Ja, se pravim, tukaj ne gre za neko posebno dilemo, gre samo za nek odklon od vsega, kar je bilo doslej. Recimo, ko pogledamo pevca Magnifica, ne, Magnifico je pač glasoval, kot je glasoval, nič narobe s tem, ne, smo v demokraciji. Tudi nič narobe, če bi on nastopil kot pevec in bi rekel, pač tako sem glasoval. Narobe je, da je, ko vidiš njegovo sporočilo, njegove pesmi so take, da se delajo norca iz Slovencev, ne? On poje pač z južnjaškim naglasom, ki je mladim ali pa starejšim simpatičen, ne? Ali pa smešen, ali pa lep, kakorkoli hočete. Ampak, ko gledaš njegovo sporočilo, tudi pesmi, se on dejansko dela norca iz slovenstva, iz slovenske države. In tak človek zaradi tega ne more nastopiti na proslavi, kjer praznujemo slovenstvo in slovensko državo, ker se tega pač ne dela. Tega nobena država na tem planetu ne bi dovolila, da se pride nekdo delati norca
iz tebe, ne, na en tak rojstni dan. No, še nekaj, kar se običajno ne dela, je recimo bojkot nekega takšnega dogodka, kot je Maša za domovino. Ne gre za pač obeležitev strani največje verske institucije v državi, ne, ki je večinsko prisotna, ki je kulturno prisotna, zgodovinsko. Tam so bili predstavniki vseh verskih skupnosti, diplomatski zbor, velik del recimo neke družbene elite. Premijer je namesto sebe tja poslal dva državna sekretarja iz kabineta, predsednica državnega zbora, ne, spet niti teden težko mine, da ne bi obravnavali nekega njenega zdrsa, ne, ni niti povedala, zakaj ne gre tja, predsednica republike pa je šla v Štrasburg, ne, recimo namesto na Mašo za domovino. Ja, tu ne gre za Mašo, ne, ali pa Mašo za domovino, tukaj gre za nekaj drugega. To je protokolarni dogodek, ki se dogaja v vseh zahodnih državah, ne, na podoben način, torej, da najmočnejša, najpomembnejša verska skupnost pač obeleži ta praznik in obenem moramo vedeti, da v drugih državah je to nekaj najbolj normalnega in zato smo mi tudi to prevzeli. Zdaj, če pa pogledamo samo Mašo kot tako, to je tudi gotovo verski obred, ki predstavlja daleč največjo versko skupnost, ampak ne samo to, ampak versko skupnost, ki je ohranila slovenstvo in v bistvu ne samo ohranila, ampak ga tudi v nekem smislu ustanovila. Ne, ker brez brižinskih spomenikov, brez Trubarja, ne, torej brez krščanstva slovenskega naroda danes ne bi bilo. Ne? In zaradi krščanstva bi morali temu dati tak pomen. Ne? Tudi, ne vem, če omenim temo naslednjega tedna v našem tedniku Domovina, bo 110. obletnica prve slovenske mature, ki je nastala v Škofovih zavodih, torej verski šoli, če tako rečem, ki je nastala z denarjem vernikov in ki je utemeljila slovenski znanstveni jezik, zaradi katerega je potem nastala univerza in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. To je bilo 110 let nazaj. Ne, torej, krščanstvo je neposredno povezano s slovenstvom in slovensko državo. In zato je to Maša za domovino je nekaj več kot samo ena navadna Maša. In zdaj, če recimo nas lahko skrbi, kako bomo obeleževali uradne proslave, ne, pa domovina pripravlja 25. junija, ne, tudi proslavo domovina praznuje, kjer pa se ni zabat, da ne bi recimo obeležili tega na pravi slovenski način. Ne. Ja, gotovo, na kakšen način praznuješ, to je zdaj spet ena stara stvar v Sloveniji, ker ko so vlade levičarske, se praznuje z nekimi proslavami, ki so hermetične. Ne? Torej so take, da jih ljudje ne razumejo in se tudi ne poistovetijo z njimi. Ne? Niso ljudske, če hočete, ne? Če upravim tak sicer napačen izraz, ampak niso take, da bi ljudi nagovorile, da bi jih združevale. Zdaj, pod to zadnjo vlado je pa to prišlo še do absurda, da v bistvu so povabili nekoga, ki se dela norca iz slovenstva in slovenske države. In tudi zato smo že lani pri domovini organizirali prvo proslavo, ki je normalna, ki je taka, kot si jo ljudje vsi želijo ali pa želimo. To kaže tudi izjemna gledanost. Tudi tokrat bo ta proslava v neposrednem prenosu na televiziji Slovenija in bo gotovo zelo gledana. Upal bi si staviti, da bo več gledalcev gledalo to kot državno proslavo, pa ne zato, ker bi bila naša proslava tako dobra, ne? Ampak bolj zato, ker je ona druga povsem neprimerna. Proslava mora vedno združevati, ne? Mora biti taka, da jo imajo ljudje, da jo vzamejo za svojo in da praznujejo. In zdaj zanimivo je tudi kritike, ne, ki jih poslušamo, da mi organiziramo svojo proslavo. Ja, jaz ne vem, a ti ljudje niso nikoli še šli v nobeno drugo državo na tem planetu. V vsaki normalni državi je dan državnosti največji praznik in za tak praznik ima vsaka ulica ima svoj piknik, ne, in svojo proslavo, če hočete. Ne. Zdaj pa nam v bistvu očitajo in se spravljajo na nas, ker delamo proslavo tudi mi, ne samo
država. No, domovina praznuje bo potekala v nedeljo, 25. junija na Vrhniki v športnem parku. Ob 8. uri se začne, pridite pa nekoliko prej, da boste lahko parkirali, saj se bo začela točno zaradi prenosa na televiziji Slovenija. Lepo vabljeni, midva bova tam. Ne. Gotovo. Mogoče še to, da je vstop prost, kar je tudi zelo pomembno za proslavljanje, ne? Da gre za neko zabavo, neko fešto, če hočete v narečju. No, predsednica republike, ki sicer je našla čas ni našla časa za Mašo za domovino, pa je našla čas za parado ponosa, ki je potekala prejšnjo soboto. Ne. Zanimiv je recimo njen uvodni nagovor na glavnem odru. Kot prva predsednica Republike Slovenije nagovorim danes na paradi prenosa. Zdaj imam pa en ful resen speech, ampak ne tako, boste morali pazljivo poslušati, ampak mislim, da vam bo všeč. Zdaj, ta govor, ne, oziroma uvod, ni ravno državniški, no že obleka, če so pri tem ni ravno predsedniška, govor pa še toliko manj. Ne. Zanimivo je sicer to, ne, da ob publiki si predstavljam, da bi tudi sam težko ostal resen, ne, oziroma jo resno obravnaval, ne, ampak vendarle predsednica na paradi ponosa s takšnim govorom. To je nekaj novega. Ja, da pride predsednica v funkciji predsednice države, ne, na eno tako maškarado je nenavadno, zato ker si, če se takega si v bistvu predsednik ponavadi ne privošči. Ne? Ali pa tudi, če si ne privošči, da se bo potem ena taka maškara obešala na njega in se fotografirala in delala selfije. Tu gre pač za neko dostojanstvo, za neko omiko kulturo in tukaj moram reči, da je mene precej razočarala predsednica, zato ker vendarle predsednica je, če jo primerjamo z drugimi politiki vlade in parlamenta, recimo temi vrhunskimi, elito levice, je ona vendarle nekoliko bolj izobražena, načitana, razgledana in kulturna. Ne? Tako da z tega stališča, da se potem spusti tako nizko in se obleče v neko majico in se si da se potem neke maškare vesijo po njej, to ni najbolj in ne pritiče. Ne? Očitno je ona pač popustila tem pritiskom in tej javnomnenjski euforiji, ki jo zganjajo mediji, ne? In se v bistvu tu uklonila, ne? Kot recimo kolesarski protesti, nekaj podobnega. Ampak je škoda za njo, ker ona je vendarle bi lahko tudi na levici naredila nekaj več, bi lahko recimo začela združevati v bistvu to levico, ki je intelektualno padla tako dol, ne, in je v bistvu edini predstavnik, za katerega lahko še rečemo, da je predstavnik tiste levice, ki jo poznamo izpred 20 let, ne, ko smo imeli vendarle neke ministre ali pa predsednike vlade, ki so veliko poznali ali pa bili razgledani, načitani, se spoznali na poslu politike in so bili nekaj popolnoma drugega, kot so ti, ne vem kako naj rečem, da jih ne bom užalil, torej te pojave, ti liki. Sama parada je spadla precej paradoksalno, ne, že samo ime ponos, ne, na kaj si ponos, na nek dosežek, običajno ne na to, kdo te privlači. Ne. Pa vendarle recimo, ne, njeno osrednje sporočilo je bilo vsaj komunicirano kot širjenje strpnosti in nenasilja, ne. Potem pa smo lahko videli, recimo, kako so se nekako spravili na 5 mladih, ki so držali transparent, na katerem je pisalo, mirno držali transparent, na katerem je pisalo, obstajata samo 2 spola. Predlagam, da si pogledava ta posnetek. Skratka, čeprav razumem Inštitut 8. marec, so tisti, ki so izvajali nasilje, bili pravzaprav tistih 5 mladih, ki so v miru držali transparenti, ne tisti, ki so vanje metali plastenke. Ne. To je tudi zanimiv paradoks. Ne.
Ja, to je dvoličnost, ne? Ker eno govoriš, drugo delaš, ne? In se vidi potem istočasno delaš. Ne? Temu se reče jagnje oziroma temu se reče volk v oblačilu jagneta, ne? Torej volk v ovčji koži. Ne? Da v bistvu govoriš da si proti nestrpnosti, po drugi strani pa izražaš izrazito sovraštvo do teh ljudi. Ker recimo ti ljudje s nenavadnimi spolnimi praksami so pač, dokler teh spolnih praks ne vsiljujejo meni ali pa mojim otrokom ali mojim sosedom ali komorkoli, mene to ne moti. Ne? Mene ne moti, s kom ti spiš in kaj počneš v posteli. Ampak, ko pa to vsiljuješ drugim, pa ni prav. In tu oni vsiljujejo svoje mnenje, hkrati pa, če ti rečeš, če se pa s tem ne strinjam, se potem spravijo nate tudi verbalno. Tudi če pogledamo recimo njihove profile na spletnih omrežjih, kakšne besede uporabljajo, koliko je tu sovraštva. Ne? In jaz si ne delam utvare, da če pride jutri okupacija, bo po jutrišnjem spet državljanska vojna, kjer bodo začeli streljati točno ti, ne, razni iz društev proti mučenju živali, bodo prvi ustrelili nekega političnega nasprotnika. Ne. To je zgodovina že pokazala in bo še enkrat, če pride do tega. Upamo, da ne bo. No. Ja, zanimivo, brali smo lahko te dni tudi o transspolnih čebelah, čeprav so potem čebelari jasno razložili, da pač čebele delavke niso transspolne, da gre zgolj za ženske, ki nimajo pač razvitih teh svojih spolnih organov. Ne, pa vendarle se zdi, kot da se poskuša na vsak način nekako prinesti to ideologijo v javnost. Ne. Ja, nenavadno je, da je tak intelektualec, kot je Slavoj Žižek, da se potem spusti na področje biologije, ki je očitno ne pozna. Ne, ker on je rekel, to je tako, kot da bi rekel, ženska, ki je šla v fitness in ni rodila, je transspolna. Ne, torej, ker ima malo močnejše mišice in ker ni rodila, torej ne opravlja ženske funkcije. Ne, torej je transspolna. Torej, tu se vidi ta kratkost, s katero se je on spravil na to, ne, ker tu biologija govori čisto nekaj drugega. Tako da res me preseneča, da je Slavoj Žižek v bistvu šel tako daleč. No, še ostaja pri predsednici Pirc Musarjevi. Ne. Tik pred parado ponosa se je udeležila tudi medreligijskega srečanja, ki je potekalo v Kopru, precej odmevno, precej veliko srečanje. Celo zdelo se je nekaj časa, da bi lahko celo sam papež prišel, potem ga sicer ni bilo, pa vendarle je bila Pirc Musarjeva tam zelo kratek čas, pa skoraj zakuhala resen škandal. Ne. To je bilo, sem to poslušal in gledal iz prve roke in sem gledal te obraze od teh udeležencev in sem se potem tudi pogovarjal s parimi in na začetku tega foruma, to so bili verski voditelji celotnega Balkana, tako pravoslavci, evangeličani kot katoličani in muslimani. In zdaj srbske pravoslavne kristjane je vedno najtežje dobiti, ker so nekako oni najbolj, kako bi rekel, držijo zase, najbolj so avtohtoni, če hočete, najbolj mogoče samonikni ali ponosni nase in se zelo težko, recimo, udeležijo raznih ekumenskih srečanj. In tu mislim, da sta bila samo 2 ali 3, torej zelo malo jih je bilo, ampak so bili vsi drugi veseli, zelo veseli, da so se vsi skupaj izbrali. In zdaj potem pride predsednica republike, ki namesto, da bi povedala par besed protokolarnega značaja, kot se to na takih stvareh naredi, je ona imela politični govor, ki bi spadal v, ne vem, Generalno skupščino Združenih narodov. Ne? Ona je rekla, kaj je treba narediti, kaj je vse narobe, pridigala je o krščanstvu, kako bi kristjani morali biti dobri in kako to, da se vera meša v politiko, kako to ni dobro in tako zdaj, kako bo ona govorila o krščanstvu, če se deklarira za ateistko. Ne? Torej, o krščanstvu lahko meni govori moj župnik ali pa moj Bog, ne more mi pa eden, ki pravi, da ni kristjan. Ne? Tako da ta pridigarska in hkrati je govorila o tem, da je treba kaznovati vojne zločince, tudi te iz novejšega obdobja, ne, torej šlo je za Kosovo in za Bosno, predvsem za Kosovo,
Ne? In zdaj ti udeleženci, ki so videli tudi te pravoslavne predstavnike, so videli, da jim je bilo nerodno in dejansko so se bali, kako bodo zdaj ti odreagirali. Ker če bi oni ustali in odkorakali ven, dejansko ne bi bilo nič čudnega. Zdaj, s tem govorom sicer, če gledaš, ne bi bilo nič narobe, če bi bil povedan v Bruslu, v Evropskem parlamentu. Ampak na tem mestu je pa sprožil čisto nekaj drugega. Ne? Zato me zelo čudi tudi, kakšne svetovalce ima za zunanjo politiko, da se gre take stvari. Ne? Tudi eno veliko razočaranje strani predsednice republike. Če pogledaš še nekoliko na politični parket, zdi se, kot da poteka neka taka velika igra prestolov. Pa začnimo mogoče pri Vesni Vuković. Ne? Gre za generalno sekretarko stranke Svoboda, prej še nedavno novinarko, ki še vedno ne zna pojasniti, zakaj je Golob nakazal 103.000 evrov iz družbe GEN-I na njeno zasebno podjetje, ne, znana je po svojem kadrovanju, ampak nekako se zdi, kot da je zdaj v tem času nekomu stopila na žulj, ne, kajti pojavili so se dejansko zelo kritični članki do nje, celo recimo novinarka Evgenija Carl jo je na spletnem portalu MMC ostro napadla, ne, v svoji kolumni, pri čemer recimo je znano, kako je premier Janez Janša označil novinarko Carlo, pa ne bi zdaj na tem mestu ponavljala, da se ne bo kakšne tožbe prislužila, ne? Ampak vendarle, kaj se dogaja v Svobodi, ne? Da imamo tako situacijo? Jaz mislim, da je v Svobodi vedno več trenj in spopadov notranjih, ne, ki bodo lahko se sprevrgli tudi v vojno. To pa zato, ker so tu kljub nadzoru, ki so ga vzpostavili ob nastanku te stranke, veliko hujšemu nadzoru, kot je bilo v predhodnicah, recimo SMC-ju, da so preprečili, da bi se pojavili razni padalci, ki bi eventualno kdaj šli z Janezom Janšo v koalicijo. Torej, kljub temu je veliko ljudi, ki je prišlo noter z nekimi iskrenimi nameni ali pa transparentnostjo ali pa vero v to, da se bo končno nekaj spremenilo in da se bo, vključilo civilno družbo ali pa razum v vladanje in da bo prišla svoboda. Dejansko je pa prišlo zdaj ravno obratno. Ne? Zdaj je prišlo v bistvu tista svoboda, ki jo poznamo iz leta 1945, ne? Ko se ne sme več govoriti. In zdaj jaz si predstavljam, da če ti ena Vesna Vuković recimo reče kot poslancu, da hoče pogledati v tvoj telefon, ne? Jaz si težko predstavljam poslanca, da ne bi se temu uprl, ne? Ker zdaj prav take kimavčki pa spet niso, ne? In ker je to samo eden od primerov, ne, v katerem krožijo te govorice, kaj se vse dogaja noter, to je en znak tega, kaj je v stranki, zato je vprašanje, kaj bo, ne? Zdaj tudi glede Loredana, če bo on padel, ker pri njemu se tudi vidi, da se je zdaj en del medijev začel ga napadati, en del stranke. Če se on vrne v parlament, se lahko dejansko zgodi, da bo en del Svobode se osvobodil Svobode. Ne? Tako da tu ne vemo, kaj je, ampak pri taki stranki ni nič čudnega. Ne? Je samo vprašanje časa, kdaj bo razpadla, ne? Ker vemo, da ta stranka ne bo obstala do naslednjih volitev, oziroma vsaj ne v enem kosu. Verjameš, da bi se lahko odcepil tako velik del Svobode, recimo, da bi šli v neko četrto vlado Janeza Janše skupaj recimo z Novo Slovenijo? To težko verjamem, ker jih je enostavno preveč in tudi je bila ta kontrola na začetku narejena zelo močno. Poleg tega tudi brezkompromisno pritiskajo na vsakega, ne, tudi z grožnjami in tako naprej, tako da tukaj bi bilo zelo težko kaj takega. In vendarle levičarji so se nekaj navadili iz tega, da ne bodo ponovili. Ne? Levičarji so zaradi svoje nesposobnosti dvakrat prepustili vlado Janezu Janši in zdaj tretjič je verjetno ne bodo, ampak zdaj, ko bi rekel, glede na njihovo brihtnost, pa tudi ne bi prav stavil na to. No, ko so že ravno pri teh iskrenih namenih, znova smo priča korupciji v zdravstvu. Prav ta teden je Komisija za preprečevanje korupcije najavila sum kaznivega dejanja v UKC, pri nabavi naprav za magnetno resonanco in rentgen. Spet govorimo celo recimo o 15 letih, o 7,5
milijarde evrov, pri čemer se te nič kaj ne rešuje. Ne. No, to je dolga, stara zgodba, ki se ponavlja, ki je vedno eno in isto. In sicer je ta korupcija v zdravstvu, ki bi jo sicer tudi Loredan načeloma hotel rešiti, ne, zato je tudi uspel v civilno-družbeni sferi, kar ga je potem izstrelilo v politiko. Ampak v resnici se proti temu ne da kaj veliko narediti. Ne? In tu je tudi dr. Brecelj recimo trčil v marsikatere interese in govoril, da so tudi na desni sredini določeni lobiji, ki so si prilaščali denar v času desnosredinskih vlad. Ne, tako da tu zadeve res smrdijo in me dejansko ne preseneča, ne, da se to dogaja. Ne. Bolj preseneča recimo, da se ne lotijo takih preprostih stvari, ne, kot je digitalizacija, o kateri govorimo že ne vem koliko časa. Ne, čeprav imamo tisto kartico, na kateri bi morali vse biti, imamo od leta, mislim, da 98. Ne, torej, vsem tem času mi še zmeraj hodimo s poki papirja od zdravnika do zdravnika, ne, in potem te vpraša, ali pa izpolnjuješ anketo in te vpraša, kdaj si bil tukaj operiran. Zdaj, jaz nisem, ne vem, te najbolj butaš človek na tem planetu in imam en toliko spomina, ampak res se ne spomnim, kdaj sem imel kakšno operacijo v 50 letih. Ne. In to je smešno, da zdaj tukaj obnavljamo nek spomin tako pri zdravnikih s temi papirji in da greš dejansko v sosednjo pisarno, moraš imeti sprintan papir, zaradi tega, ker se oni računalnikov ne morejo povezati. Ja, do vlade recimo je izredno bil kritičen tudi Jelko Kacin, ki jo je opisal zelo sočnimi besedami. Poglejva, kaj je povedal o vroči temi. Pa lepo vas prosim, no? Zdaj bom pa šel čez mero dostojnosti. Vprašanje, če bi takega človeka izpustili iz psihiatrične bolnice čez vikend. In to se ne dela. To ni politika, to je popolna odtrganost od realnosti in tak človek nam vodi vlado. Mene je, res povem, me je sram na eni strani, ampak me pa iskreno skrbi. To ne pelje nikamor. Skratka, celo Jelko Kacin, ki ni recimo nek desničar, ne, ampak je pravzaprav bil predsednik stranke LDS, ne, je izrazito kritičen do situacije. Ne. Ja, to so tisti stari levičarji, ne, za katere sem pregovoril pred 20 leti, ki so veliko bolj talentirani za politiko, veliko bolj sposobni intelektualno in z razgledanostjo, kot so ti sedaj. Ne? In vse več takih je, ki se potem kritično oglašajo. Ne? Igor Bavčar in Kacin, recimo dva osamosvojitelja, tudi ne samo, ki sta pokazala tudi veliko sposobnost v vojnih razmerah. Imamo, ne vem, Lukšiča, ne? Celo vrsto teh, ali pa Pretinača, celo vrsto bivših politikov, ki glasno kritizirajo to sedanjo oblast. Ne. Je pa treba spet povedati, da je treba na te ljudi, ki sem jih omenil, gledati tudi mogoče malo kritično, ker to, da je prišla taka oblast, smo lahko predvideli, ko se je prvič začelo razgrajevati te leve stranke in ustvarjati nove. Zaradi tega, ker vedno za vsako novo so prišli neki novi obrazi, že v LDS leta 90 oziroma 92, ne, in to se je ponavljalo in vedno slabše je šlo. Ne. Ampak kdo je za to kriv, da se je to toliko spremenilo? Tudi Jelko Kacin, ne, oprostite, ampak ti ljudje bi morali tudi sami sebe pogledati v ogledalo in reči, ja, tu imamo tudi mi nekaj, ali pa Milan Kučan, ne, v končni fazi. Ne. Milan Kučan je najbolj odgovoren, da smo prišli s to novimi obrazi in negativno selekcijo do tega, da so oni še najbolj nezadovoljni s to politično elito. Pestro je te dni tudi v teh novih levih obrazih, ne, v stranki Levica, kjer so prišli rezultati glasovanja v svet stranke, ne, bili so zavlečeni za dodaten teden, ker niso bili sklepčni, in na koncu je 15 od 25 mest dobila tako imenovana leva struja, levo krilo znotraj Levice. Največ glasov od vseh prav Miha Kordiš, ki je nekako ta voditelj levega krila. Luka Mesec je ponudil odstop, tako in tako pa je to njegov zadnji mandat, če mu bo podeljen.
ker mu statut stranke več kot tega ne omogoča. Pa vendarle pričakuješ menjave na vrhu Levice že prej, oziroma kaj te turbulence pomenijo lahko za vlado, za Levico in nasplošno za politični prostor? Luka Mesec predstavlja neko bolj pragmatično silo v tej stranki. Zaradi njega je Levica iz stalno kritikastrske opozicijske drže šla v vlado že predhodno in v bistvu ohranjala levim silam vlado, tudi v času Šarca recimo, tudi pa še prej v ključnih momentih, ampak to temu skrajnemu radikalnemu krilu ni všeč in zdaj je prišlo še več tega. Ampak to je spet bilo predvidljivo in je samo vprašanje, kdaj se bo pač to, kako bi rekel, bo šlo narazen, ker spori so veliki in če imaš ti neko nedemokratično stranko kot je Levica, ker Levica prisega na komunizem, kar je nedemokratično, se mi zdi tudi čudno, zakaj oni sploh glasujejo o svojem vodstvu. Vse ni treba, se oni njim ni treba glasovati, oni ne potrebujejo volitev, oni potrebujejo demokratični socializem, tako da jaz mislim, da se bojo tam pač glede na to, kdo bo močnejši, glede na to se bodo odločili, kdo bo šel naprej. Zdaj, kdo dobi več glasov, to je pa pri njih irelevantno, ne samo zato, ker jih tako ocenujemo od zunaj, ampak zato, ker oni ne verjamejo v demokracijo kot tako. No, ker vse močno je pa odjeknila tudi informacija, češ, da je Janez Janša v svojem zadnjem mandatu na čelu stranke SDS, kjer je že približno 30 let. Sicer je to odjeknilo zdaj, pol leta po tistem, ko naj bi Janša to izjavil, šlo naj bi za izjavo na sestanku takoj po novembrskih referendumih, ki jih je SDS izgubila. Verjameš, da bi se Janša lahko poslovil s čela SDS-a in ga morda predal Logarju, kot se recimo govori v teh neuradnih informacijah, oziroma kako točne so te informacije po tvojem mnenju? Zdaj, da bi en voditelj 2 leti in pol naprej napovedal, da ne bo več kandidiral na naslednjem kongresu, ne izpade ravno kredibilno. Torej, težko je verjeti, da bi en predsednik stranke tako rekel, 2 leti in pol naprej, če bilo to novembra. Zdaj, si pa predstavljam, da so se od tega pogovarjali, ker to je vedno na mizi. Za razliko od drugih strank se v SDS-u precej držijo zase informacije. Sam si predstavljam, ker je to demokratična stranka, da se tudi pogovarjajo o tem. In če so kritiki med volivci od SDS-a, da je Janša preveč močan, oziroma da bi bilo mogoče bilo dobro, če bi pride kdo drugi, je verjetno bilo kdaj tudi govor na kakem takem izvršilnem odboru o tem, tako da to ni nič posebej nenavadnega. Zdaj, kakšna je pa interpretacija, kaj je bilo, Zdaj, Meta Roglič spet ni nek kredibilen vir, da bi rekel, kar Meta Roglič reče, da to drži, Bi bolj rekel, da skuša pač neko svojo zgodbo unesti. Zato jaz sem mal skeptičen do vsega skupaj. Zdaj, po drugi strani pa naslednje leto imamo evropske volitve. Zdaj, za Janeza Janšo, če se vživim v njega in njegovo družino, ne bi bilo nič nenavadnega, če bi rekli, gremo na volitve in gremo v Bruselj, da ne bomo vsak dan, mislim, da otroci ne bojo vsak dan gledali po vseh medijih, kako je za vsako stvar kriv Janez Janša, oziroma njihov oče. Tako da, če se tako pogovarjajo doma, se mi ne zdi nič nenavadno. Janez Janša se bo pa itak sam odločil, kdaj bo šel in na to ne morava vplivati ne midva, ne Meta Roglič, ne nihče drug. Zdaj, še to sem hotel reči. Recimo, moji viri iz Bruslja govorijo, da si dejansko v Bruslu želijo močnejših playerjev iz Slovenije, torej ljudi, ki zelo dobro poznajo politiko, in to velja tako za Logarja, kot za Janšo pa še toliko bolj. In zdaj Janša je zelo močan tako v EPP-ju, kot tudi pri konzervativcih, ki so malo bolj desno od njih, in kjer bo prej ali slej prišlo verjetno do nekega večjega razkola. Hkrati bodo pa prav ta konzervativna stranka bo verjetno na naslednjih volitvah veliko več dobila. In zdaj, če bosta iskali
EPP in ti konzervativci neko skupno pot po naslednjih volitvah, bi Janša bil idealen. Zato, ker ima izjemno dobre odnose v EPP-ju, hkrati pa dobre odnose tako z Orbanom kot s Poljsko, ne, s to vzhodno Evropo in izjemno dobro pozna stvari. Ne. Zdaj, pogledajte tisto, ko je naredil, ko so šli obiskati ukrajinskega predsednika, ne, to je briljantna diplomatska poteza, ne, tega si noben ne more razmisliti. Tako da je, glede tega si predstavljam, da bi Janšo zelo radi imeli tam in da bi on bil izjemno dober, ne, v tem. Ne. Sam se pravim, zdaj vprašanje je, kaj si pa on želi, ne kaj si mi. Ne. In pri tej točki bo tudi zaključila komentiranje današnjega tedna. Hvala, Tino, za vse uvide v pretekli teden. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj še je odmevalo v preteklem tednu. Upanja za podmornico Titan, ki je krenila proti razbitinam Titanika, ni več. Najverjetneje jo je razneslo že v nedeljo, ko je izgubila stik z matično ladjo. Ameriška obalna straža je našla dele razbitin, ki najverjetneje pripadajo podmornici, že v četrtek. Tudi če podmornice ne bi razneslo, pa bi do zdaj že zmanjkalo zraka. V nesreči je umrlo 5 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski priznava, da je napredek proti ofenzive počasnejši od pričakovanega. Ukrajina je do zdaj osvobodila 8 okupiranih vasi, sooča pa se z obsežnimi minskimi polji na površini 200.000 kvadratnih kilometrov. Evropsko sodišče za človekove pravice je pritrdilo Poljski in zavrglo tožbo 8 Poljakinj, ki so domovino tožile zaradi omejitev možnosti končanja življenja prizadetih nerojenih otrok. Poljsko ustavno sodišče je namreč pred leti razsodilo, da splav zaradi poškodbe ali bolezni zarodka ni v skladu s poljsko ustavo, ki varuje življenje. Sodišče je s tem sporočilo tudi, da splav ni človekova pravica. V Svetem Lovrencu pri Preboldu je umrl še ne 2-letni otrok, ki so ga starši pustili v avtomobilu, ki se je nato na soncu segrel. NIJZ opozarja, da je že nekaj minut v avtomobilu na soncu za majhnega otroka lahko usodno. In pa Piratska stranka je v državni zbor vložila 5000 podpisov pod zakon o omejitvi županskih mandatov. Mandate županov želijo omejiti na največ 2 zaporedna mandata. Zakon podpira le stranka Levica, ki nima svojih županov, ostale stranke pa mu niso naklonjene. Skupnost občin predlog označuje za žalitev županov. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. To je bil odmev tedna. Še več analiz in novic pa si lahko preberete na portalu Domovina je in v tedniku Domovina. Lepo vabljeni tudi na praznovanje Domovina praznuje, ki bo potekalo v nedeljo 25. junija ob 8. uri v športnem parku Vrhnika. Slavnostni govornik bo nekdanji predsednik Borut Pahor. Tako, mi pa se vidimo znova prihodnji teden v odmevu tedna, razen če se že v živo vidimo v nedeljo na Vrhniki. Nasvidenje.